Iz svetega Evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Vse čas so se Jezusu približevali vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali. Farizeji in pismovki pa so ga drnali in govorili, ta sprejema grešnike in je z njimi. Tedaj jim je povedal tole priliko. Neki človek je imel 2 sina. Najše med njima je rekel očetu, oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada. In razdelil jima je imetje. Čez nekaj dni je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo. Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje. Ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota in začel je trpeti pomanjkanje. Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo past svinje. Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je vase in dejal, koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. Vstal bom in šel k očetu in mu rekel, oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od svojih najemnikov. Vstal je ter šel k očetu. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil, pritekel je, ga objel in poljubil. Sin mu je rekel, oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Oče pa je naročil svojim služabnikom, brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite. Dajte mu prsten na roko in sandale na noge. Pripeljite pitano tele in ga zakolite, ter jejmo in se veselimo. Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel. Bil je izgubljen in je najden. In začeli so se veseliti. Njegov starejši sin pa je bil na polju. Ko se je domov glede približal hiši, je zaslišal godbo in ples. Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal, kaj pa to pomeni? Ta mu je rekel, tvoj brat je prišel in oče je zaklal pitano tele, ker se mu je zdrav vrnil. Razjezil se je in ni hotel vstopiti. Njegov oče je prišel ven in mu prigovarjal. On pa je očetu odgovoril, glej, toliko let ti služim in nikoli nisem pristopil tvojega ukaza, pa mi še nikoli nisi dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z vlačugami potratil tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele. On pa je rekel, otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. Vzradostiti in poveseliti pa se je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat mrtev in je oživel, ker je bil izgubljen in je najden. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Dragi sestre in bratje, dragi sosedje iz Primorske, skavti, odgovorni, po vas Primorska stoji ali pa pade. Prisrčno pozdravljeni vsi, tudi tisti, ki ste na goru, pa tudi tisti, ki so ostali doma, da bodo
ali pa šli v Planico in navijali za naše skakalce. Ko duhovnik konča evangelij, ste opazili, da poljubi knjigo in izreče besede, evangeljske besede, naj izbrišejo moje grehe, tudi vaše. In danes smo zbrani, Gospod Drago mi je dal ta mašni plašč, da ni tako vijoličast, da ni tako žalosten, zato ker se današnja nedelja imenuje nedelja veselja. Tiste, ki vsi znate latinsko, se reče to nedelja letare. Pa ne, da bomo zdaj leteli, ampak nedelja veselja. Tako v vstopnem spevu, ki smo ga slišali, pa tudi vsa Božja beseda odseva veselje. Ampak zato je treba nekaj narediti. Slišali smo drugo berilo in besede, ki sem jih napisal, da jih ne bom pozabil. In veljajo tudi za vas. Kaj piše? Spravite se z Bogom. Od je veselje. In potem prihaja na svet veselje, če se spravimo z Bogom. V prvem berilu smo slišali starozavezno ljudstvo, kako je prenehalo jesti mano, ker jim je Bog dal drugačno hrano. Tolikokrat smo tudi mi obogateni z drugačnim. Ja, veseli smo, če je boljše. Včasih pa je tudi kakšna preizkušnja in bolezen, ki je slabše. Ampak tudi to je za nekaj koristno. Saj vsi čakate, da spregovorim še besedo o evangeliju. Pa tako zgovoren, da ne bom kaj veliko razlagal. Samo vprašam se, ali sem jaz ta prvi sin, ali sem ta drugi sin. Ali bi bil kdo raje in se čuti, da je oče. Oče v smislu usmiljenega Boga, ki je pritekel, ki je poljubil, ki je pripravil gostijo svojemu sinu. Prvi sin, drugi sin, oče. Spravite se z Bogom. Gospod nas išče. Tudi v tem času, danes je 22. dan posta, torej 18 dni še do velike noči. Ste že kaj pomislili na sveto spoved? Kaj pa naj povem? Ga nisem ubil, nič nisem okradel, vse delam dobro, nimam kaj povedati. Potem pa včasih tako pomagam. Duhovnik je tudi zato, da pomaga. Pa se spomniva na poglavitne grehe. Prvič napuh, lakomnost, nečistost, nemočljivost, požrešnost, jeza, lenoba. In ko to povem, o Gospod, jaz imam pa vse od tega. In potem spozna, da je treba povedati, ker Gospod prihaja naproti in me razume, ker me išče. Ja, išče, tako kot je v sredo povedal pater Kristjan Gostečnik pri maši za mlade pri Frančiškanih, takole približno, čisto kratko. Zagorelo je v hiši. In tam je bilo dojenček, majhen otrok. In mama, kateri otrok je bil, kaj ne bo vsaj sebe. Ampak trdno je verovala, da otrok živi. Da otrok ni zgorel. Iskala ga je. Na pogorišču ga ni bilo.
Iskala ga je ne samo ure in dneve, iskala ga je leta. In ko je imela to trdno vero, da njen otrok živi, je prišla pred otroški vrtec in tam zagledala, da to je pa moja hčerka. Jasno, da niso takoj verjeli in ko so v preiskavi krvi prepoznali, da je to res njen otrok, je bila vsa vesela. Kaj se je prej zgodilo? Nekdo je zažgal to hišo, vzel otroka in ga odnesel s seboj. Zakaj je pater to povedal? Zakaj sem danes se z tega spomnil? Zato, da bi prepoznali, da Gospod nas išče in želi, da se vrnemo njegov objem. Prihaja nam naproti kot ta evangeljski oče v današnjem evangeliju. In ne čakajmo zadnjega dneva, stopimo v stik z duhovnikom, ki nam posreduje Božjo usmiljeno ljubezen. In v imenu trojedinega Boga recimo: slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.